na Freininge, višjo kustosinjo iz Narodne galerije, da nam več pove o upodobitvi otrok Matevža Landusa. Eno od teh upodobitev si lahko gledate tudi na naslovnici našega zbornika, ki smo jo izbrali skupaj s predavateljico. Najprej bi se zahvalila za povabilo. Seveda hvala tudi za zaupanje pri izbiri naslovnega lika zbornika, se pravi podoba Karla Kumla mlajšega je ena od najbolj reprezentativnih otroških podob iz stalne zbirke slovenske umetnosti. Namreč, ko smo razmišljali, kateri lik izbrati oziroma potem kako predstavljati zgodovino otroštva, morda tudi skozi stalno slovensko zbirko, je bila prva ideja nekako pripraviti nek prerez upodabljanja otrok, od se pravi pozno srednjeveških, potem do zgodnje modernih dob. No, da bi se pa izognili temu naštevanju slikarjev, smo izbrali potem enega avtorja, Matevža Landusa, značilnega predstavnika tega biedermajerskega časa, pravi Prešernovega časa prve polovice oziroma nekje še sredine 19. stoletja. Tukaj ga predstavljam z dvema avtoportretoma, na eni strani podoba iz stalne slovenske zbirke, na drugi strani potem avtoportret iz ene njegovih najbolj reprezentativnih poslikav, se pravi velika kupola Šmarnogorske cerkve. Podobi nekako kažeta tudi na to, kaj so bile Langusove ambicije, kako je sam sebe pojmoval, kaj so bili njegovi cilji in kako ga danes poznamo. Namreč danes ga tudi skozi stalno zbirko nekako predstavljamo predvsem kot portretnega slikarja, kot slikarja meščanskih portretov. Dejansko pa potem se skozi to silovito produkcijo prve polovice 19. stoletja portretno pokaže, da je bil Langus eden tistih slikarjev, ki so v poznih 20 letih začeli intenzivno slikati otroške portrete. No, ampak njegova ambicija je bila predvsem postati ugledni cerkveni slikar. Zato potem tudi avtoportret iz Šmarne gore. No in če se na eni strani predstavlja kot ne samo kot z atributi svojega poklica, s platnom in z risalom, je pomembno tudi to, da nekako pokaže na vere svojega študija oziroma na stilno potem tudi opredelitev njegovih portretov. No, na drugi strani potem kot slikar predstavljen, se pravi mojster, ki je obvladal fresko, ki je bila mogoče tam v prvih desetletjih 19. stoletja vendarle malce zanemarjena in ravno po Langusovi zaslugi potem spet oživljena. Torej, zakaj spet Langus? Zaradi tega, ker nekako predstavlja nek most. Na eni strani še zavezan tradiciji, na drugi strani potem otrok svojega časa, ki kaže potem z raznimi motivi, vlogami otrok tudi na nadaljevanje slikarstva v recimo 19. in 20. stoletju. No in tu pokažem še ta osrednji prizor, se pravi Marijinega vnebovzetja, ki je seveda tako, kot so zapovedovala ta baročna načela, tudi še renesančna, pospremljen z množicami otroških okrogoličnih podob, se pravi puti, angeli, obrtničene angelske glavice. To je ta tradicija, na katero se Langus opira in jo na nek način tudi oživlja. Njegova študijska pot se začenja tam
na Dunaju v zgodnjih 20 letih, formalno nekak študija niti ne zaključi, potem 24. potuje v Rim in tam seveda občuduje božanskega Rafaela. Tako da v skicirkah, tudi teh, ki jih hranimo v Narodni galeriji, 8 vezanih skicirk je v hrambi, najdemo številne podobe putov, angelov, ki so prerisani po teh znamenitih Rafaelovih stancah, se pravi te prizori, ki mu nekako ponujajo izhodišče v urjenju roke in se potem pač znajdejo kot neke predloge, ki jih potem po svoje sestavlja v nove kompozicije. No, drug vir so bile pa potem čisto neke vsakodnevne scene, neki prizori za žanrsko vsebino, se pravi, spodaj je spet en izsek teh sodobnih romarjev v tem zemeljskem pasu na Šmarni gori. No in čisto skrajno desno vidite eno deklico, ki se tako bacamo, da igra. Zgoraj nad njo je pa moč najti v skicirkah pravzaprav predlogo za ta lik, po kateri potem sestavi to množico romarjev. Vem sicer, koliko bo tule vidno, ampak tale lik deklice desno spodaj je pravzaprav v isti pozi posnet. Samo na hrbtu se potem znajdejo še obrisi perutničk, se pravi, je iz nekih žanrskih, vsakodnevnih prizorov črpal navdih tudi potem za te svoje svetniške podobe. Namreč to, kar črpa iz tradicije, se pravi, so teh značilni kodirani otroški liki, se pravi, kot puti, kot spremljevalci svetnikov, kot pridrževalci raznih atributov. Potem drug tak sklop so, se pravi, sveti otroci, največkrat Mala Marija pri učenju, ali pa pač te zgodnji prizori iz Kristusovega otroštva. In to je en pol, skratka, njegovega ustvarjanja, ki se skozi te podobe otrok nekako veže na tradicijo. No, potem je pa cela mozaična paleta likov, ki jih lahko razberamo v skicirkah, od bolj žanrsko zaznamovanih, narisanih po nekih živih modelih, nekaj tudi prerisov po predlogah do potem otroških podob, ki so že portretno zaznamovane, se pravi tudi kot neke predloge za večje potem oljne otroške podobe. Mogoče eden najbolj znanih portretov iz zbirke otroških dvojni portret Primičeve Julije Vracem. Portret še vedno velja za prepisanega Langusu. Vega pač ta zgodnja letnika, ki je izpričana pač skozi provenjenco slike. Je pa spet to portret, ki kaže na neko tradicijo. Namreč treba je vedeti, da v tej prvi polovici 19. stoletja se kup slikarjev specializira za meščanski portret. In tako kot so meščani kot neko svojo potrditev družbenega statusa naročali svoje portrete, tudi recimo z neko reminiscenco na te starejše aristokratske baročne portrete, podobno so potem naročali tudi portrete svojih potomcev. No in Langus je tukaj zgodaj pravzaprav razvil neko shemo portreta, ki je bila dosti atraktivna, dostopna, razširjena in je na svoj način seveda tudi kazala na ta pomen otroštva, ki ga pač v tem času lahko beležimo. Tu še bolj konzervativna podoba, se pravi, ko oba otroka umesti v interjer, ko zaprto ozadje z nekim dokolenskim izrezom, je pa v roke otrok že umestil igrače. Se pravi, največkrat dejansko kot igrače pri Langusovih otroških portretirancih nastopajo domače živali.
V nadaljevanju je pa potem dodal še nekatere značilnosti, predvsem je zanimivo, kako je povečal izrez, kako je tudi kompozicijsko nekako poudarjal pomembnost vsebine, se pravi, namreč njegova iznajdba tam v poznih 20 letih je bil portret pred neko določljivo topografsko veduto, ki je seveda vsebinsko povezana z upodobljenjem. No in če večkrat, pa največkrat srečamo ravno to veduto, prepoznavno veduto Ljubljane, ki je seveda pač karakteristično poudariti tiste najbolj zanimive stavbe in se pri tem niti ne ustavlja toliko, da je potrebno malo prilagoditi razdalje med določenimi stavbami, da je le poudarjen ključni, recimo, mestni profil. No in če seveda za 63-letnega moža, trgovca ljubljanskega, nameni nekje dopasni izrez, seveda pred isto veduto celo postavno umesti 5-letnega dečka Karla Humla. Vmes bi lahko postavili tukaj še portret, ki je iz zbirke Mestnega muzeja, mladeniča Petra Kozlerja, ki se nekje tam v dokolenskem izrezu pojavi pred domala enako to ljubljansko veduto, se pravi, starost upodobljenca se nekako je obratno sorazmerna temu izrezu, ki mu ga nameni. In seveda to je neka določena kompozicijski prijem, ki kaže tudi na pomen, se pravi, otroške dobe, otroštva kot takega. Značilna igrača, kot statusni simbol, igralni konjiček, jahalni, je potem dopolnjena še z oblačilom, ki kaže na to bolj razrahljano oblačilno kulturo oziroma že iznajdbo nekaj, kot Andreja Višek, posebnih igralnih halic, ki so bile podobne tako za fantke kot za deklice. In še en tak detalj, ki se kaže na tem portretu, je ta poudarjena cvetlična simbolika, ki jo seveda spet lahko povežemo z neko romantično simboliko, da sicer ne vem, spet korpovino, tle v vogalu spodaj, so umeščene spominčice, kot en tak atribut, ki se ves čas pojavlja v teh otroških podobah v eksterjerju. Potem, kot zanimivost, doda še čverski tulipan in pa, barve so tukaj malo že zbledele, ampak predvsem rumenocvetne rastline, se pravi, od repeče, zrtice, regrata, se pravi, ta vitalistična simbolika, ki jo poznamo iz romantičnih portretov, rečnih stavov konca 18. stoletja. No, pokažem še drug tip portreta, bolj klasicistično zaznamovan. Zanimiva upodobljenka Luiza Krobat skupaj s svojim bratcem, gre za enega od dveh dvojnih otroških portretov Krobatovih otrok, se pravi Luiza Krobat, poročena pesjaka, seveda potem predstavljamo kot izhodišče za naslednjo predstavitev. Potem še en primer, kako je prirejal te klasične, starejše vzore, namreč spet klasicistični poudarki, natančni risbi v upravi. Sama kompozicija pa v bistvu posneta po grafični predlogi Karla Činjanja, se pravi podobi Caritas romana. Družina, tudi en sklop upodobitev, ki jih lahko začnemo z Langusom, tam v 19. stoletju, nizati bolj ta idealizirani tip s tem portretom in pa potem še ena drugačna plat družine. Spet kompozicija, ki jo posname Langus, ni njegova iznajdba, ampak gre za posnetek
sliki norveškega slikarja. Umestila sem jo pa zaradi tega, ker dejansko vse boljne žanrske slike pri Matevžu Langusu niso najbolj znane, to je ena od redkih znanih. Kaže pa na svoj način na to, kar se potem recimo v koncu stoletja dogaja z žanrskimi podobami, če se spomnimo na žanrske podobe Ferda Vesela, pa še prej Petkovškove, skratka te značilne, tudi socialno-kritične podobe. No, za konec potem še ena krajinska podoba, ki spet ni ravno bila Langusova specializacija, pa kljub temu tudi v neko tako razprostranjeno veduto v prvem planu nujno umesti potem tudi podobo otroka, no in tudi tu, recimo z neko tako daljno napovedjo na to, kar koncem 19. stoletja ustvarijo realisti, seveda iz drugih likovnih tudi nagibov, ampak kljub vsemu nek začetek postavljanja otroka v naravo, v smislu tega sožitja, to, kar potem počne Ivana Kobilca, njena najbolj znamenita slika Poletje, recimo primer, oziroma to, kar se potem nadaljuje v 20. stoletju tudi skozi iskanja slovenskih impresionistov. Toliko na kratko, mogoče, če mi je dovoljeno na koncu še povabiti vas v stalno slovensko zbirko, tudi zaradi tega, ker se bo pravzaprav čez 10 dni zbirka v take postavitvi, kot jo poznamo, poslovila. Narodni dom gre končno v obnovo, tako da stara zbirka se umika in bo predvidoma čez 3 leta ponovno postavljena, bo verjetno postavitev v neki drugi preobleki, bo pa najbrž nudila tudi en tak prerez tudi zgodovine otroštva, verjetno bo tudi potem Matevž Langus tudi odigral eno ključno veliko. Najlepše zahvaljujem za nazorno predstavitev slikarja Matevža Langusa, posebej še svojih otrok. In me zanima, če je kakšno vprašanje. Kakšno je pa razmerje slik? Razmerje slik otrok, ki so še živi, to se pravi, da se otroci potem spominjajo, ali pa da starši naročijo portret pokojnega otroka ali kaj podobnega. Se da tukaj ugotoviti iz zbranega gradiva? Kolikor je znano, tukaj pri Langusovih podobah večinoma gre za te spominske upodobitve, se pravi staršev, ki naročajo. Veliko tudi svoje portrete, pa istočasno potem portrete potomcev, zdaj natančno tega razmerja ne znala govoriti. Večinoma pa gre za živeče otroke, ne za neke čustvene. Just maybe I misunderstood. Would you say, did he paint mainly well-off children? Because you showed us also portraits of poor children, but very few. So he mainly painted well-off rich children, and these were orders by their families. Yes. Is that so? Yes. It was very rare that the everyday life pictures regarded poor children, or not? Mostly these are really portraits for rich children. This one of the last pictures is rare in his opus. So these are mainly rich children. It's true. So they paid for the portrait. They paid for the portrait.
places, people put these drawings in a public space or in private rooms, so they would not like to represent these portraits to their guests, for example, to their guests or not. Yes, yes. In which rooms of the house of rich persons these portraits hangers? In representative rooms, in hall, in sala, or in private, in children rooms, or in nursery room, or in sleeping room. What places were for these drawings? I think that mostly these portraits were put into these public, these salons. So to show to the guests that these are the family treasures, the hopes for the future, in this sense. So the family was proud of their children. Yes. Hvala.